Spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega znanstvenega simpozija, spoštovane gostje in gosti, lepo pozdravljeni v imenu Univerze v Ljubljani. Slovesno vam sporočam, da odštevalnik na vhodu rektorata danes kaže, da nas do 100-letnice prve slovenske univerze loči le še 27 dni. V teh dneh pred 100 leti so potekale še zadnje priprave na začetek delovanja Univerze v Ljubljani. 12. novembra 1919 so bili izvoljeni prvi rektor in dekani. 15. novembra 1919 so se na novo ustanovljeno univerzo začeli vpisovati prvi študenti. V prvem študijskem letu je bilo vpisanih 942 študentov, od tega tudi nekaj študentk. Potem je bil tu 3. december 1919, rojstni dan naše univerze. Na ta dan je dr. Fran Ramovš imel prvo predavanje v slovenskem jeziku. Potekalo je prav v tej dvorani in dr. Fran Ramovš se je kot prvi predavatelj prejšnji mesec tamle simbolično vrnil v zbornično dvorano, ko smo slovesno odkrili njegov doprsni kip. Od prvega predavanja se je marsikaj spremenilo. Univerza v Ljubljani je začela svojo pot s 5 ustanovnimi članicami, danes pa šteje 23 fakultet in 3 umetniške akademije. Ponosni smo, da se uvrščamo med 3% najboljših univerz na svetu, čeprav ne delujemo v najbolj naklonjenem okolju, zlasti glede financiranja. Naši raziskovalci in študentje žanjejo uspehe v mednarodnem prostoru. Smo tudi edina slovenska univerza s pridobljenimi evropskimi raziskovalnimi projekti. Na ta način uresničujemo vizijo Univerze v Ljubljani postati prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza. Uresničujemo vizijo, da ustvarjalno prispevamo k kakovosti življenja. Na pot, ki smo jo prehodili v 100 letih, smo lahko ponosni. Temu so odločilno prispevale vse članice in naši partnerji. Veseli nas, da bomo lahko danes in jutri spregovorili o prehojeni 100-letni poti in o našem sodelovanju. Še posebej pa nas veseli, da bomo to lahko storili skupaj s Slovensko matico, ki je bila do ustanovitve Univerze v Ljubljani osrednja kulturna in znanstvena ustanova. Spoštovana prorektorica univerze, profesorica dr. Barbara Novak, drage gospe in gospodje, prijatelji in prijateljice. Pozdravljam vas v imenu drugega soorganizatorja simpozija Slovenske matice in se ob tem zahvalim Univerzi v Ljubljani, da je sprejela matičino pobudo za uvrstitev tega simpozija v program proslavljanja 100-letnice univerze. Slovenska matica se je tega projekta lotila, ker skrb za ohranjanje spomina na najpomembnejše kulturne dogodke slovenskega naroda, kamor nedvomno sodi tudi ustanovitev prve slovenske univerze, že več kot stoletjem pol predstavlja enega izmed temeljnih poslanstev matice. Nikakor pa ne smemo spregledati, da je bilo dogajanja pred stoletjem, ki so privedla do ustanovitve ljubljanske Alme Mater,
vpletena tudi matica sama. Nanjo so, še preden smo Slovenci dobili univerzo in akademijo, gledali kot na tisto znanstveno in kulturno društvo, ki naj vsaj malenkostno nadomešča tedaj še neobstoječe ustanove. Veliko profesorjev prve generacije Ljubljanske univerze je že pred ustanovitvijo univerze spodbujalo razvoj znanstvenega dela v slovenskem jeziku preko Slovenske matice. V spomenici iz novembra 1918 je bila med zastopniki društev, ki so ustanavljali vseučiliško komisijo, Slovenska matica seveda navedena na prvem mestu. Naj o vpetosti najstarejšega znanstvenega društva v dogajanje ob koncu prve svetovne vojne, ko so ljudje pričakovali velike spremembe, spregovorim z besedami osebnosti, ki je zaznamovala razvoj obeh organizatorjev našega simpozija. Februarja 1918 je v Ljubljanskem zvonu izšel prispevek Antona Lobode. Pod tem psevdonimom je tedaj objavljal geograf Anton Melik, kasneje dvakratni dekan filozofske fakultete, v letih 1946 do 50 rektor univerze in od leta 1950 do smrti 1966 predsednik Slovenske matice. Nedolgo po diplomi, še sredi vojne vihre, je takole opredelil nujne naloge tedaj edinega delujočega osrednjega slovenskega kulturnega društva Slovenske matice. Navajam. Kakor Judje po razdejanju Jeruzalema, tako so raztreseni naši znanstveniki po svetu, bogateč tujino s svojim delom. Na matici je sedaj, da jih zbere okrog sebe, da jim da priliko, da obnove zveze z nami po njenem posredovanju, ter da nam po njih podajajo plodove svojega dela. Zbrati pa mora tudi doma vse naše kulturne delavce, vse tiste, ki nosijo v sebi misli in izkušnje, sadove svojega opazovanja, študija ter razglabljanja, katerih talenti pa se ne morejo razviti vsled neugodnih dosedanjih razmer. To je torej naloga, ki stopa danes pred matico. Sprejeti jo mora in vršiti toliko časa, da dobimo druge najvišje kulturne zavode, predvsem seveda univerzo in akademijo. Konec navedbe. Kako uspešno je bilo pritegovanje slovenskih znanstvenikov k oblikovanju prve slovenske univerze? S kakšnimi težavami so se pri tem srečevali njeni pobudniki in organizatorji? Kakšni izzivi so univerzo čakali v naslednjih obdobjih in se z njimi srečuje še danes, ter kako univerza skrbi za ohranjanje spomina na prehojeno pot. Na ta in še na mnoga druga vprašanja iščejo odgovore številni sodelujoči na številnih prireditvah, ki potekajo letos po proslavljanju stoletnice ustanove, na kateri je del svojega življenja prebila velika večina od danes tukaj prisotnih. Če bo naš simpozij dodal še nekaj novih kamenčkov v mozaik znanja, ki ga je skozi prvo stoletje delovanja oblikovala Ljubljanska univerza, bo izpolnil svoj cilj. Univerza v Ljubljani pa se lahko še enkrat zahvalimo, ker je sprejela to pobudo in jo ob tem zaželimo, da še z večjo intenzivnostjo bogati zakladnico znanja do obhajanja svoje naslednje stoletnice. Najlepša hvala.